A je inovativnost nujna za preživetje danes? Ali je nujna za razvoj podjetja? Ali je mogoče to samo stvar, ki se nam zdi fajn početi, pa ustvarjati, pa spodbujati našo kreativnost? Danes sem na eni ful posebni lokaciji, pa boste pol videli, kje sem. Evo jo, Kubi vrtno hiško, ki ima na strehi teraso pa pergolo, a ni to zakon? Inovacija, po mojem mnenju, pomeni razmišljanje malo drugače, razmišljanje out of the box. Da spremeniš eno obstoječo stvar, jo izboljšaš, jo spremeniš na nek svoj način, dodaš neko uporabno vrednost ali pa neko obstoječo stvar poenostaviš, ali pa si čisti z nule spomniš nekaj, kar je uporabno. Ampak zakaj je pa inovacija sploh danes toliko pomembna? Čas se vrti zmer hitrejš in zmer večji je pritisk na ljudi, zmer bolj smo časovno obremenjeni in posledično rabimo zmer več pripomočkov, da sledimo temu ritmu. In danes je v podjetništvu, recimo tudi v mizarstvu, inovacija pomembna zato, da ljudem olajša življenje. Zato, da imajo mogoče en aspekt je dizajn, zato da greš s trendi dizajna, ki so v današnjih časih. Druga stvar pa, da tudi poskrbiš za boljšo uporabnost, za boljšo uporabniško izkušnjo nasploh, pa tudi za boljšo obstojnost, trajnost, natančnost. Vse to je v bistvu inoviranje. In mi se tega lotevamo na takšen način. Pri inoviranju moraš biti dober poslušalec, saj to je naše pravilo. Ker v resnici ti stranke dajo najboljše ideje. Ker stranka je tista oseba, ki k tebi pride z določenim problemom, ki ga je treba rešiti. In takrat je pomembno, da se naši možgančki vklopijo. Ker na koncu smo pa mi tisti, ki moramo najti končno rešitev, ki moramo najti tisto inovacijo, ki lahko stvari premaknemo naprej in stranki ponudbo nekaj, kar ne bi nihče drug mogel recimo narediti. Ali pa je res plod neke kreativnosti, v katero smo vložili nekaj časa, neke energije. In če stranke poslušamo, pa če imamo to drznost, če imamo ta pogum, da stvari porinemo naprej, lahko nastanejo krasni izdelki. In eden od primerov je bila tudi ta vrtna hiška, ki ima gor pergolo. To je v bistvu stvar, ki smo si jo dolgo časa želeli narediti in zdaj je končno prišla priložnost. In stvar, ki bo na lokaciji, ki bo končana, bo izpadla res super. In stranka bo v bistvu imela rešen problem, kako narediti balkon ob njeni stanovanjski hiši in hkrati spodaj imeti prostor za skladišče. Evo, to je to. Evo, še en primer inovativnosti. Stranka je kupila nov motor, pa ga niso imeli kam dati. Hiša stoji, zraven je lesen nadstrešek, vrtna lopa ob hiši je bila že premajhna. Ja, kaj bomo naredili? Ja, postavili bomo še eno Kubi hiško z garažnimi vrati, da se motor elegantno noter zapelje pa pospravi za zimo. Evo pa še tole. Prva Kubi Black Edition hiška je končno v izdelavi. In spremljali jo boste na vseh korakih. Zaenkrat je zelo v začetni fazi, ampak se ful veselimo. To je tudi plod inovativnosti. Se še spomnite bioklimatske pergole Kubi, tiste, ki se obrača po vetru? Evo jo. Kadar vam je pod pergolo pravroče, odprete lamele, pa gre toplota ven, pa se pergola zrači. Ko pada dež, ali pa ko rabite senco, zaprete. To je inovativno. Pa še ena stvar je, ki vam pa zdaj pokazal. Tole je močen veter. Kaj je samodejno odprl lamele, zato da se ne poškodujejo. Jaz sem toliko navdušen. Evo, to je to za danes. Držite se, se vidimo naslednjič.